Evo naju, z Janinom Klemenčičem se potepava po Peruju. Bova kar tem mestu ostala še za nekaj časa. Takrat je marsikaj bo začudilo take ljudi, ki so bili pred nedavnim tam. Namreč leta 1991 je bilo marsikaj še zelo drugače, kot je danes. No in ta naslednja stvar, ki jo bova pogledala, so, no, če danes greš tja, te bojo peljali pač organizirano. Tudi taksisti te bojo peljali, ampak so jih že malo zrinili ven, imajo raje bolj organizirane zadeve, tako da taksiste malo zatirajo tam, ne. Gledate na grobišča, ne, spet predinkovska. No, prej še nisem do konca povedal. Te Inki, ne, pač Inka sploh ni pravi naziv, ker Inka se imenoval samo njihov vladar. Ja? No, zdaj, če bi recimo na pamet moral ugibati, kaj bi rekel, koliko je stara ta kultura? To kot egipčanska, kitajska, mezopotamska, še starejša. Ja. No, te bo presenetilo, da se je vse skupaj začelo v 11. stoletju. Sploh ni tako zelo staro. Ja. In so Inki začeli v mestu Cusco, to si verjetno že kdaj slišal, in so se širili do 15. 16. stoletja, takrat, ko je prišel Francisco Pizarro. In takrat, ko je on prišel, so se oni ravno širili in so se razširili že krepko v Čile, pa potem čez cel Peru, pa še Ekvador, pa še do Kolumbije. Skratka, država, če bi jo projiciral na Evropo, bi šla od severnega točke Nordka pa do Španije. Tako dolga država je bila to, kar krepka, ne. Čez vse, Norveško, Benelux in tako naprej dol do Španije. Skratka, velika država. In te Perujci so imeli pa navado, da so etnično očistili vse, na kar so naleteli. Kar je izgledalo tako, so prišli lepo svojimi vojaki, pa so rekli, lejte takole zdaj, ne. Mi imamo tle toliko pa toliko vojakov. Zdaj lahko se borite proti nam, ampak nimate šans. Lahko pa lepo date mir, pa boste zelo lahko obdržali za nekaj cajta, sicer morali se boste naš jezik naučiti, ampak svojega boste lahko obdržali, tudi svojega voditla boste lahko obdržali, samo če boste pridni, ne. In večinoma so rekli, ja, zdaj, okej, pa še ni druge, ne. In potem so imeli posebne uradnike, ki so bili zaposleni s tem, da so njihovo lokalno zgodovino vključevali v uradno inkovsko zgodovino. Ja? Pisave pa niso imeli, razne nek špaks, na katerih so beležili, koliko je kdo delal. Tako da so tisti prebivalci pač zelo hitro pozabili na svojo pravo zgodovino in tam so bila cela vrsta enih ljudstev, za katere pojma nimamo, kakšna so bila, in jih imenujemo kar lepo po krajih, ne. To je recimo kultura Naska, ker je pač mesto Naska blizu, ena druga kultura je Pisco, ker je pač mesto Pisco blizu in tako dalje. Vemo sicer, recimo, eni so oboževali jaguarja, drugi, kaj vem, zvezde in tako naprej, ne. To je pa tudi vse, kar vemo. In zakaj so te pač risali tiste risbe, spet ne vemo in lahko samo ugibamo. Zdaj boš pa videl, kako so pa ljudi pokopavali. Malo morbidna slika, ampak mislim, da je kar zanimivo po svoje. Dajmo kar pokazati. Tako da lahko pogledamo. Torej, najprej, prejle nazadnje smo se peljali s tistim našim šoferjem. Takrat je bil to en taksist, ki nas je čisto poceni vozil naokrog. Mi dva s prijateljico sva šla najprej sama z njim, potem je pa še dva Perujca naložil, pa smo se še z njimi naprej peljali. In tukaj le zdajle se peljemo proti tistemu najdišču, pokopališču pravzaprav, ne. S temi pokopališči je pa spet križ, ne. Namreč domačini, ki so hoteli, no, tam že vidiš še par kosti v puščavi, ne. Zdaj bomo vse skupaj razširili, pa bomo videli, da je to eno veliko polje, precej puščavsko, ampak nekaj grmov je pa tudi. No, če gremo zdaj malo naokrog, bomo videli, da tam le stoji par ljudi. No, en šofer dopoldne je peljal gledati tiste risbe, popoldne je pa še dva Perujca naložil, ki sta zdaj le tam le dol. Mi pa pogledamo, kaj leži v puščavi. Taki le lepi okostnjaki. Pa ne zato, ker bi oni tako le puščali svoje mrtvece, ampak čak, tega le pogled, to je pa anatomsko nenavadno oblikovan. No, potem se...